tole ni električen avto, pa se pelje na elektriko. Atmosferci imamo na testu en zelo zanimiv avto. Tole je značka, ki označuje znamko Lexus. In zdaj že vidim veliko ljudi, ki pravi, Lexus, to je pa ta draga znamka, v bistvu je res prestižna znamka od Toyote. A če ti povem, da lahko dobiš tega Lexusa že za manj kot 30 000 evrov, 1,5 litrski bencinski motor sicer ne obeta glih kaj dosti. Sistemske moči 100 kW oziroma 136 konj je dovolj, da ne morem reči, da ni glih živaha. Bolj kot velikost bi rad pohvalil delovanje. Pravzaprav tako dobro, da včasih sploh ne veš, a se pelješ na elektriko ali na bencin. Pa to ni priključni hibrid. Ne rabiš ga preklapljati na elektriko, ne rabiš skrbeti, koliko je energije v bateriji. Se polne sama. Generator poskrbi, da je baterija vedno glih prav polna. Sistem poskrbi, da je delovanje nadpovprečno učinkovito. Na nornem krogu je tale avto porabil 4,5 litre bencina. Mala, ne? 55% vse vožnje je bilo upravljene na elektriko. To je en majhen avto in to moraš upoštevati. Tale prostor zame je glih na meji. Če bi bil jaz majčka večji, takole malo bolj na volan nabit. Tako da dokaz, da se za 4 komod, večkrat komod, je pa za 2. Odzadaj je seveda malo manj prostora, je pa zato za zadnjo klopjo spet več prostora. Poglej, več kot 400 litrov prtljažne prostornine, kar pomeni, da tale avto komod zadovolji 2, tudi, ko gresta na počitnice. Jaz vem, da je tale avto narejen za dame, ampak če pogledaš tole ritko, a ni seksi. Vidiš tale kvadratek? Lexus snema, ko se peleš v rikvarc, čez kaj se peleš. Vidiš? In ko greš naprej, točno veš, čez kaj se boš pelil. Tale Lexus LBX je opremljen z najboljšo opremo Vibrant. Dvobarvno usne na volanu, vso opremo, kar si jo lahko zamisliš. Čeprav je majhen, je čista prav Lexus. Lahko rečem, da je tale malček eden bolj premijskih, kar jih pri nas sploh lahko kupaš.